Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Danes vam bom povedal nekaj malega o tem, kako lahko pridete po zimi v Novo Gorico in izkoristite to izhodišče za kolesarjenje, kam priti, kje parkirati in kaj vse narediti, da se vam pridružim za družbo ali pa celo za vodiča. Danes je sobota, smo sredi januarja. Dopoldan ob 10. uri je bilo približno 6 stopinj Celzija, ampak po dolgih oblačnih tednih je prišlo eno tako lepo sončno vreme, tako da se že veselim, da ga bom izkoristil. Naključje je hotelo, da me je kontaktiral eden od gledalcev na YouTubu, tako da sva se dogovorila za eno vožnjo do morja in jaz se odpravljam na železniško postajo v Novi Gorici, ki je odlično izhodišče za vse kolesarske ture. Na železniški postaji imate stranišče in tudi lokalček, tako da lahko pridete s praznimi bidoni, opravite vse potrebno pred štartom. Takoj na začetku, po prvih 100 metrov ture, imamo nasprot železniške postaje tudi Trg Evrope, kjer lahko naredite selfie, saj je to ena od tistih točk, kjer lahko z eno nogo stojite v Italiji in z drugo v Sloveniji. Železniška postaja v Novi Gorici je super izhodišče, tukaj imate parkiranje zastonj, ponavadi se zmenimo pri tej stari lokomotivi. Kakor vidim, je moj sopotnik že prišel, tako da se ustavim pri njemu in potem se odpravimo na pot. Evo tako, midva sva se odpravila na pot, odločila smo se za eno bolj ravninsko turo do morja in nazaj. Zaenkrat je cilj Marina Julija. Tako, po 8 kilometrih čez Staro Gorico smo se zdaj preklopila na to cesto, ki gre proti Gradiški. Ta cesta je super, ker ima tako skoraj 2-metrsko asfaltirano bankino, idealno za kolesarje, ker se popolnoma nič ne motiš z ostalim prometom. Mislim, glejte, ta mila zima letos nas prav razvaja s temperaturami. Ogromno kolesarjev je prišlo danes na teren. So zgleda vsi komaj čakali, da gre tista megla mimo. No, pa če bi najprej razčistili okrog tega, kako se dogovoriti z mano za kolesarjenje, lahko naredite tako, kot je naredil Kristjan. Enostavno zasebno sporočilo na Instagram, imam pa tudi elektronsko pošto rba.slo@tuta.io. Če bom imel čas, se vam bom sigurno pridružil, najlažje ob vikendih, za specialne ture lahko tudi med tednom. Evo, po 16 kilometrih sva prišla do Gradišča ob Soči in tle se bova zdaj usmerila proti jugozahodu, dol proti morju. Tako za eno tako navadno soboto je ful preveč prometa. Ampak ok, zdaj smo na poti in pičimo naprej. Cele poti itak ne bom razlagal, dol od spodaj v opis videa bom dal link do Strave in si pogledate lahko progo tam. V glavnem, neki sva šla po glavnih cestah, neki po stranskih, tako da je ta prava kombinacija vsega. Zaenkrat, Kristjan, kako je počutje? Odlično, ne? Vreme super, lepo ta pravo. Smo res trofnila ta pravo vreme. Trava ko spomladi. Zdaj, midva sva se danes odločila iti proti morju, ampak če prijete v Novo Gorico, imate na razpolago ogromno smeri, kam lahko greste kolesariti. Lahko greste na sever, ob Soči, kjer je lepo urejena kolesarska steza do naselja Plave. Od tam lahko nadaljujete še naprej po stranski cesti vse do Kanala oziroma celo do Doblerja. Če greste na jug, imate 10 km ravnine in potem Kras, kjer se lahko vzpenjate, kolikor vam srce poželi. Tam imate ogromno opcij, da sprobate svojo kondicijo v klancih in da najdete kje kakšen kmečki turizem z dobrim pršutom in teranom. Če se odpravite v to smer na zahod ali pa jugozahod, to je čista ravnina. To do Milana se ne boste dvignili niti za 1 meter. Tle imate varianto do morja, približno 30 km. Če se pa držite striktno zahodno,
pa lahko greste do Palmanove in občudujete tiste zgradbe iz srednjega veka. Seveda pa ne smemo pozabiti na Goriška Brda, ki so severozahodno iz Nove Gorice. Tudi tam imate podobno kot na Krasu, zelo lepe ceste, zelo prijetne klance in v glavnem zmeraj čudovito kolesarjenje. Za danes sem sicer imel pomisleke, da nas bo dobila kakšna ta packa megla, ampak zaenkrat zgleda, da imava srečo in da megle ne bo nikjer. Evo, tukaj levo je letališče Ronke. Tukaj sem me ustavila za 2 minuti, vam bom jaz nekaj pokazal. Evo, tukaj na začetku naselja Turjak imamo tega krasnega kolesarčka za narediti kakšno fotko in če imate srečo, lahko zraven ulovite še vzlet letala. Najbolj pozorni gledalci boste mogoče pogruntali, da sem na račun tega kolesarja dobil idejo za logotip mojega YouTube kanala. Ja, drugače pa mimogrede, ko smo lih v Ronkah, tle je tudi super izhodišče, če bi radi šli kam z letalom. Mislim, da ima samo Ryanair kakšnih 7 ali 8 destinacij, tako da jaz sem jih nekaj že kar izkoristil. Kar pa se tiče prihoda v Novo Gorico, jaz zmeraj predlagam železniško postajo, to je najlažje najti na Google Maps. Tam zraven je tista stara lokomotiva in Trg Evrope in ogromno brezplačnih parkirišč. Tako da pridete brez skrbi, lahko tudi z več avtomobili. Evo, lej, tu moram posneti ta kič. Čista ravnina, zelena polja, skoraj brez oblačka. Midva sva približno 1 kilometer zračne linije proč od morja. In sva prišla v Marino Julijo, lepo dol do morja. Tako krasen razgled, naredimo 2 fotke in pičimo nazaj. V glavnem danes je verjetno ful žal, da sva šla, ne? Ja, jočemo. Mava pa do zdaj 41 km, pa lepo 25 povprečje, pod čemer se vidi, kako lepo na easy sva šla na izlet. Midva se bova zdaj iz Marine Julije vračala čez Ronke in Redipoljo nazaj proti Gorici. Vmes se bova ustavila še pri enem ogromnem spomeniku. Kdor še ni videl, kdor ne pozna, obvezno gledati video naprej. V glavnem nasplošno Marina Julija je en tak izlet, če greste iz Nove Gorice, ki rata skoraj popolna ravnina in približno 70 km. Precej takih lepih točk, če pa je tako čudovito vreme kot danes, je pa itak čisti kič. Res je čudovit dan, ogromno kolesarjev je izkoristilo to priložnost, da naredijo vsaj nekaj kilometrov. Seveda sem vam pa dolžen še informacijo, kako se lažje odločiti, da ne boste brez veze hodili v Novo Gorico. Jaz vam predlagam, da spremljate spletno stran Il Meteo, to je napoved vremena zelo natančna, sploh za te naše konce, in bom tudi dal od spodaj link do te strani. Evo, tukaj sva prišla v Redipoljo, oziroma po slovensko Sredpolje. Tukaj je ta ogromna kostnica, cel hrib praktično pozidan. Vsaka stopnica predstavlja eno črko abecede, več kot 100 000 vojakov je tukaj pokopanih. Če kdo želi, lahko gre po abecedi in išče kakšne svoje sorodnike iz Prve svetovne vojne. Če ne, tukaj nasproti kostnice je pa še vojaški muzej na prostem, en manjši lokal in pa tudi zunanji WC, če rabi kdo vodo dotočiti. Če boste gledali Il Meteo in če boste videli za Gorico dan, dva prej, da kaže lepo vreme, komot lahko zaupate in pridete. No pa še tu bi bilo prav, da povem, danes je v bistvu izjema. Ponavadi, kadar se zmenim za kolesarjenje v družbi, pustim kamero doma in se pač 100% posvetim prijateljem.
Zdaj, danes je pa slučajno tako naneslo, da je sovpadla tema tega videa s tem dogovorom, ki sva ga imela s Kristjanom, tako da sem hkrati lahko še vam prikazal te variante iz Nove Gorice, kaj in kako se da narediti. No, zdaj, ko se vračava od Zagraja nazaj proti Gorici, si bova pa tukaj ob cesti pogledala še en spomenik. Takole, če koga zanima kaj več, napišite si te priimke v Google in boste dobili povezavo do kakšnega članka ali pa do Wikipedije. V glavnem tukaj na tem parkirišču v maju leta 1972 so teroristi postavili avtobombo, obvestili karabinjerje, da je nekje na tej cesti med Zagrajem in Sovodnjami pač tak avto, in ko so prišli karabinjerji sem, je bomba eksplodirala. Mene je prav šokiralo, ker sem se leta in leta vozil po tej cesti mimo tega kamna in potem sem enkrat slučajno preveril te priimke, prepisal v Google in vidim, zakaj se gre. Od takrat naprej moje vožnje po tej cesti nazaj proti domu nikoli niso bile več enake. S Kristjanom sva na železniški postaji spila kofe in se poslovila. Jaz smo pa tle še kak kilometer do doma. Kakor sem povedal, če imate kako željo priti po zimi spomladi v Novo Gorico, javite se mi in se zmenimo za kakšno turo skupaj. Drugače pa vam bi zaželel srečno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za vso podporo in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!